Smo? Peva. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ti, prašičja gripa, se kaj bojiš? Ne. Nič? Joj, stari, kako paniko smo imeli mi doma. Prvomajske počitnice čisto uničene. Smo hoteli iti k sorodnikom v Belo krajino, ampak imajo na kmetiji 2 prašiča. Sem rekel, stari, nima smisla riskirati, otroci so majhni, veš. Grem v ponedeljek mimo parlamenta, tam, kjer policaj stoji. Jih pridem do vrat, se naenkrat usujejo ven poslanci, SDS, LDS, SD, pomešani. Stari, kar vroče mi rata, se malo izogibam, razumeš, zalaufati ne smem, da se ne bom v koga zaletel, se nekako prebijem iz gužve, veš, ampak domov, takoj pod žajfo se zdrdnem, razumeš, požrem 4 Tamifluje, 4 aspirine, čaj pijem, se zavijem na kavču v deko cel popoldan, za vsak slučaj, stari, ni se zahecati. Zvečer prežgem poročila, zagledam Grimsa, mi začne iz nosa teči. Takoj na urgenco, pregledati vse, 4 ure tam, kri vzeti, ne jebem, povejte mi takoj. Ni bilo nič. Niti, prehladil sem se zgledal, najprej, ko sem se tuširil. Ti pa povem, da še danes ne prežgem več poročil in jih ne bom 14 dni še. Peva. Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Strokovni svet SDS je še pred prvomajskimi počitnicami sprejel obsežen paket predlogov ukrepov za izboljšanje gospodarskih in socialnih razmer v Sloveniji. Po besedah Janeza Janše želijo s tem zapolniti vrzel, ki jo prinaša neustrezno in počasno ukrepanje vlade. Sedanje vlade, jasno, ne tiste, ki je bil Janša noter. Janša je še dejal, da je gospodarska kriza Slovenijo doletela z zamikom, država pa, da je bila pred tem v dobri kondiciji. Kaj misli pred tem? Najbrž, ko je bil on v vladi, ne? Takole pa je odgovoril na Denisovo vprašanje. Če bi se to vse sprejelo, bi Slovenija v bistvu išla iz te krize kot mala Švica, se mi zdi. Pa vi verjamete, da bo to uspelo takole, z vlado in z opozicijo? V dobro vseh državljanov, seveda, ne? Lahko bi še povečal ta optimizem. Vest bo postala nacionalna televizija in najbolj gledan medij. In Janez Janša bo spet predsednik vlade. Mogoče bom en izmed medijskih tajkunov, ampak vseeno, resno me zanima, bolj konkretno, ne, se pravi, ali verjamete, da se bodo ukrepi začeli sprejemati? Se bo opozicija in vlada resno končno začela pogovarjati in ne deliti v času te krize? Ali verjamete v to? Torej, jaz predlagam, da to vprašanje postavite tistim, ki zavračajo sodelovanje. Mi ne samo, da smo za sodelovanje, smo tudi predlagali konkreten dokument, podpis sporazuma. Kot vidite, opozicija v Sloveniji ni opozicija, ki samo kritizira, ampak tudi predlaga. Pravzaprav smo doslej predlagali več konkretnih rešitev za spopad s to krizo kot vlada sama. In je situacija nekako obrnjena. Mi predlagamo, vlada pa potem kritizira in skuša popravljati ali pa dopolnjevati ali pa poslabševati naše predloge. Hrvaška je sprejela predlog Evropskega komisarja Olija Rehna za rešitev vprašanja slovensko-hrvaške meje. Slovenska stran se bo do predloga opredelila danes. Glede na široko politično podporo, ki jo pričakuje premier Borut Pahor, pa je pozitiven odgovor Bruslju malo verjeten. Zadevo je včeraj komentiral zunanji minister Samuel Žbogar. Tako da si sedaj s strokovnimi in političnimi posvetovanji ter oblikovanjem stališča za odgovor se trudimo za pozitiven rezultat pogajanj, kjer pa bo potrebno pokazati še nekaj več kreativnosti. Mi mislimo, da je dogovor možen blizu. Mislimo pa, da je na osnutek, kot je predstavljen, možno še, oziroma da bo potrebno vse z naše strani, bomo imeli nekatere pripombe. Mislimo, da vendar pogajanja o tako pomembni temi, kot je mejno vprašanje, oziroma osnutek sporazuma, ki bo urejal mejno vprašanje, si je potrebno vzeti pač toliko časa, kot je potrebno.
Skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom iz SDS je za obravnavo Državni zbor vložila resolucijo o podpori resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu. Torej, resolucija v podporo resoluciji. Kot je povedal France Cukjati, bi s tem izrazili spoštovanje do vseh žrtev totalitarnih režimov. V Sloveniji se zadnje čase dogajajo neke težko razumljive zadeve. Ob odkrivanju najbolj grozovitih grobišč se pojavlja ugotovitev, da je bil pač po eni strani naše vodstvo takratno s Titom na čelu krivo za te poboje, po drugi strani pa se pojavlja neka restauracija nekega odnosa do teh, ki so to ukazovali, ker nekako vrača Slovenijo v neko obdobje, ki je bilo značilno za zelo težko ideološko razklanost. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Predsednik republike Danilo Türk je izročil odlikovanja Zlati red za zasluge plesalcu in koreografu Henriku Neubauerju, dramatiku in režiserju Dušanu Jovanoviću in Svetlani Makarovič. Kot je povedala, je priznanje sprejela brez zadržkov. Kaj to pomeni, seveda vemo, brez zadržkov, ker ponovadi, rešiš, se poznaš, ona taka priznanja zavrača. Kje pa, veš, zarinte si ga urit, prekleti klerikalci, ne, Prešernovo nagrado. Denar je pa pobasala. S Turkom sta pa takole. Zato brez zadržkov. To priznanje je za mene prazničen dogodek, ker sem tokrat ga lahko sprejela brez kakršnihkoli zadržkov, pridržkov ali pomislekov. To priznanje je prišlo iz pravih rok, zato sem rekla, da se mi je zgodilo danes nekaj lepega in nekaj pravega. Video Braneta Zormana, Irene Pivke in Urše Vaupetič z naslovom on.dis.play postani umetnik tudi ti se v sklopu festivala Exodus predvaja po različnih videomedijskih prostorih. Delo obdeluje aspekte popularizacije umetniškega poklica v množičnih vizualnih medijih, kjer se sicer pojavljajo oglasne vsebine. Kdo je ta človek? Kaj naklepa? V kakšnem okolju dela? Kaj proizvaja? Kdo ga zaposluje? Postani umetnik tudi ti. Še vreme? Zaradi prehoda na poletni režim je od 9. maja v mestnih središčih obvezna letna oprema za dekleta. Mini krila in visoke pete. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Nasvidenje.